tam je deponija. Tukaj je pa štab. Evo nas. Živijo, Jure Sajovic, eden izmed članov iniciative Mlaka te ne tiše. Prazniki se bližajo, no? Božični večer je tako rekoč pred vrati, vi pa še kar tukaj. Daj na kratko, kakšna je situacija? Ja, mi bomo vztrajali v vsakem primeru, ne glede ali je danes božični večer, jutri božič bomo v vsakem primeru bomo tukaj. Ker danes pravijo, da so že neki poskušali komunala tudi gor hoditi, mi bomo ojačali vaško stražo, vztrajali bomo do konca, do zaprtja, nepreklicno. Se pravi, tudi med prazniki boste tukaj? Tudi med prazniki bomo tukaj. Ustal nas ne sneg, ne dež, ne veter, nič, ne mraz. Ob dnevu enotnosti boste pa kaj še bolj enotni? Verjetno. Vse enotni smo že zdaj, bolj ne moramo biti, kakor smo zdaj. Morda veš, koliko časa ste že tukaj, vsega skupaj? Tukaj smo vsega skupaj od 2. novembra, koliko je to? To je nekaj čez 50 dni, no. Že kar dobra 2 meseca vztrajamo. In bomo vztrajali še naprej. Kako ste pa organizirani tukaj? Kako je kakšen spisek obstaja? Kako se dogovarjate, kdo bo tukaj stražil? Organiziramo, razdelimo se malo po spisku, pač vsak se sam napiše, takrat, ko ima čas. Nekaj jih je po spisku, nekaj ljudi pa pride samih, takrat, ko ima čas. Kolikokrat ste se po tem času, teh 50 dni približno, do zdaj srečali s kakšnimi predstavniki Kranjske občine? Moram reči, da s predstavniki Kranjske občine so se srečali edino 2-krat na mediaciji. Prej pa, kakor je župan govoril, da nam ponuja roko, da bi se rad pogovarjal, niti vsak pogovor je odklonil. Tudi bili smo na seji mestnega sveta, prosili za besedo, župan je to odklonil. Tako da Kranjska mestna oblast je zelo, ni se pripravljena praktično pogovarjati, ne. In zdaj so šli direkt v mediacijo. In kaj je zdaj s to mediacijo, kakor sem sledil? Glede te mediacije jaz izjav ne moram dajati, ker na mediaciji ne sodelujem. Ampak mogoče veste, a je kakšen napredek, ali lahko rečemo, da je bil kakšen napredek storjen, dosežen na teh mediacijah? Napredek, nas ne zanima noben napredek. Mi vztrajamo pri zaprtju in sanaciji. V drugem se mi nismo pogovarjani pripravljati in naše stališče je zaprtje, sanacija, drugo pa nas ne zanima. Drugo ne. Ampak zdaj občina je dobila strani Ministrstva za okolje in prostor zdaj dovoljenje in naj bi po novem letu, kolikor vem, spet odvažali sem odpadke. Dobila je začasno odločbo, ampak občina bo lahko vozila, če bo zadeva, se temu reče, nekako pravnomočna. Mi bomo pa sprožili vse, uporabili vsa pravna sredstva, ki jih imamo na voljo proti tej začasni odločbi. Ja, pa ste že kaj uporabili ta sredstva? Nekaj smo jih, nekaj jih pa še bomo. Kaj to pomeni? Nekaj smo jih. Vlagajo se pritožbe, pritožbe. Jaz konkretno sem vložil pritožbo na to zadevo. Kar lahko kaj odloži ta datum? Bomo videli, do kdaj bo tudi Ministrstvo za okolje in prostor v tej zadevi odločilo. Dobro, teoretično, da te pritožbe ne bodo dosegle svojega namena 4. decembra, kolikor vem, naj bi se... Praktično takrat bomo mi cesto zaprli, o tem ni debate. Mi bomo fizično bomo to cesto zaprli. Če pa še to ne bo dosegli, pa tudi napovedujemo protest na Brdu. Kakšen protest na Brdu? O tem se še nismo dogovarjali. Bo pa vsekakor protest tudi tam. Ampak slišal sem, da ste enkrat že izjavili, da naj bi celo, če ne bo šlo drugače, na Brdo peljali, odvažali smeti. To je pa gospod Šubic se zlagal, zdajle povem v kamero, tega jaz nisem izjavil, rekel sem pa, da bomo protestirali na Brdu. In to je laž strani gospoda Šubica in izjava vzeta je niti ne iz konteksta, okoli obrnjena izjava. Tega je prav, tega niste izjavili, ne mislite, ali kako? O tem se še nismo pogovarjali, kaj bomo naredili. Vsekakor pa bomo protestirali tudi na Brdu, če bo potrebno. Kaj pa kakšnih sankcij se ne bojite?
sankcij. Za kazni pač, kazni so manjše zelo, kot pa tale svinarija tlele gor. Kazni bomo skupaj stopili pa pokrili tisti denaren znesek, ki bo pač potreben za to. Kakšne želje ob novem letu? Želje ob novem letu za največjo naša želja, da se tale svinarija tlele gor sanira in deponija zapre. In da nikoli več se tle gor smeti ne odlagajo. To je naša želja za novo leto. Še kakšna drugačna morda? Več. V redu. Nimamo kaj več govoriti. Kolega vse povedal. Kar je pa povedal, to je pa res čista laž. Jaz sem osebna priča, ker sem slišal to kako. Sem ga tudi po telefonu obvestil, kaj piše v Gorenjskem glasu. In v dnevniku. In v dnevniku, ja. In to ni res. Je tako, kot je on izjavil. Protest bo na Brdu, ampak mene ceste nam bomo zapirali, pa ne. Ceste so javne in upam, da bomo prišli po cesti ali pa po pločniku, ker je zdaj zgrajen, mirno in povedali svoje stališča, ki jih naj bi tudi vedela ali pa vsaj upozorili predsedovanje Evropske unije na Brdu. Še malo zaspal. Možno zaspiti. Evo.